The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano moj oči in greva čez Giro d'Italia. Tako da najprej pa bi te vprašal, zdajle tele dirke, ki so bile klasike, včeraj je bila Flèche Wallonne, pa Amstel, zdaj je še Liège pred nami, tole bo šlo ven po Liežu. Kakšno imaš kaj napoved, kaj misliš, da se bo zgodilo? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Klasike grejo počasi h koncu. Zdaj je edina, bi rekel, taka zlata nit vsega tega debata o klasikah je to, da je pač tedaj praktično na vsakem štartu glavni favorit. In da tudi odpele potem vse te dirke, vsaj do zdaj jih je, in mislim, da tudi Liež ne bo izjema. Na nivoju, kakršen ga on prizarja že zadnja leta, ne, in pač rezultati, se mi zdi, da v zgodovini kolesarski sploh še ni bilo kolesarja, ki bi bil sposoben na teh klasikah dosegati take rezultate. Mislim, da tudi Merckx ni imel v svojih najboljših časih podobne rezultate, ker tedaj zmagal Strade Bianche, potem 3. mesto Milano Sanremo, Flandrija, Roubaix 2. mesto kot novinec, včeraj Flèche Wallonne, zmaga v bistvu na nek način, ki ga jaz sploh še nisem videl, no, da bi nekdo tako suvereno v takem vremenu res naredil vse do potankosti pravilno, je res neverjetno. Včeraj je res cela ekipa delala tako, kot je treba, in tedaj je v bistvu potem naredil sam tisto, kar on zna. In se mi zdi, da v zadnjih 30-50 kilometrih je bil on edini kolesar v tisti skupini, ki je razmišljal o tem, na kakšen način se lotiti tega problema, kako zmagati na ta zelo staren klanc. Videli smo, da je bilo mokro, in na kakšen način se znebiti svojih tekmecev. On je to naredil res neverjetno suvereno. Če bi tehnično gledal, kje, kako narediti, da bi ti uspel, je on odpeljal tisto maksimalno dobro. Usede, pospešil mogoče 20 metrov, preden se začne najbolj staren del, tako da je pridobil en del hitrosti, potem pa samo usede nadaljeval. Ostali so bili presenečeni, ker ponavadi se napade po tistem delu, ki je najbolj starem, ali na najbolj starem delu, no tedaj jih je tukaj presenetil, in potem, ko so bili v najbolj starem delu, ni bilo sploh pametnega odgovora, ne, ker vsede noben ni sposoben pospeševati v tok starem delu, ker tam je naklonina približno 20 ali pa še kakšen procent več, ne. Če bi se pa ostal na pedala, pa seveda kolo ne dopušča, da bi v taki strmini na mokrem še pospeševal, ker zadnje kolo bi se obračal v prazno. In teda je res naredil za mene včeraj eno najlepših potez, kar sem jih sploh videl do zdaj. Kakšno imaš pa napoved, a pa še za včeraj, jaz, ko sem poslušal na Eurošportu, sta rekla, tam Sleko se je, mislim, da med prvimi od favoritov, in koliko to igra psihološko, igra to vlogo, ko vsi ostali vidijo, ta se je pa že Sleko, je pa že pripravljen na finiš, ko pa je bil še en klanc, ne, pol je bil pa še leta. In to, kaj igra vloge, ali to ni nič, ker tam na Eurošportu sta govorila kukar, da Vse igra vlogo, ampak tukaj gre predvsem za to, kaj ima tekmovalec po moje v glavi, ne? Kako razmišlja, kako vidi dirko, kako je pripravljen, se pravi se spoprijeti s težavami, ki so na progi v danem trenutku. Vse, če bi bila ta dirka v suhem vremenu, bi bila dirka popolnoma drugačna. Tako, ko je bila pa v mokrem, ko so vozili že 5 ur, se pravi 4 ure do tistih trenutkov, so bili večina tekmovalcev že jasno
utrujenih je ena stvar, ampak druga je pa, da si premražen, da te zebe, da si moker, da si vse skozi napet, zato ker je možnost padcev jasno na vsakem ovinku zelo velika. In to je pač faktor, ki potem zna biti odločilen tudi v teh zaključkih. Ne? In tako kot sem prej rekel, mislim, da je bil on edini tekmovalec v tisti skupini, ki se ni obremenjal z ostalimi, ampak je razmišljal samo o tem, kako bi on lahko maksimalno izkoristil to, kar je včeraj vreme ponujalo. In to je po moje velika razlika med njim in ostalimi. Ker verjamem, da Remko se je bolj obadal sam sabo s svojimi težavami in pa kako prideti s Tadejem ali pa kako Tadeja premagati. In ostali isto. Medtem ko Tadej gre pa svojo pot in razmišlja pač, ne razmišlja o ostalih. No. In napovedi Lež Bastoljneš? Pa sigurno je Tadej z naskokom favorit. Bo spet velik dejavnik te dirke, bo prav gotovo spet vreme. Dirka pač jasno klasika, ena najbolj poznanih, težka, zelo zahtevni vzponi. Konkurenca pač bo kakršna bo, Remko bo sigurno eden glavnih teh, bi rekel, nasprotnikov Tadeja, ampak jasno, če se stvari poklopijo, kar je pa tudi res, da na teh dirkah zdaj se morajo določene stvari poklopati glavne, potem ima Tadej seveda velike šanse, tako da bomo videli. Okay. Gre zdaj mi na Giro, bom jaz ti povedal najprej, kaj sem si zapisal, se pravi favoriti, koga mogoče ali pa ta najbolj zveneča imena. Zdaj, kar se tiče mogoče od šprinterjev, ker jih je tukaj zelo malo, je Sam Bennett, pol je Groves, Olav Koj pa Pedersen, ki mi je kar presenetljiv, da gre Pedersen tudi še na Giro, glede na to, kakšno je imel zdaj pomlad. Ja, sem mislil, da pač tako, da malo bolj zmatran sem zdaj, sej od Rubeja bo koliko, skoraj dobre 3 tedne pauze, ne. Tako da to, pol pa, ok, zdaj od ekip, ta najboljše ekipe, vsaj kakor sem jaz videl, je od Rogliča, se pravi Red Bull, potem je od UAE-ja, pa še od Vizme, zdaj Roglič, potem Hindlija še noter, pa tegale, kaj je, o bože. Martinez. Ja, Martineza. Ja. Yates pa Juso sta pri UAE-ju, pol je še Del Toro, medtem ko ta drug Yates je pa pri Vizmi. Pol ima Ineos, ima definitivno tudi dobro ekipo, ki prideta Bernal in Arensman. Pol je pa še Carapaz, Bardet, Landa, Gaudu pa Ciccone. Zdaj to so neka ta najbolj zveneča imena. Poleg Rogliča, Jusota, pa mogoče kle Bernal, Arensman, Yates letos, se pravi pri Vizmi ni prav velik še pokazal, Landa bo pa tudi skozi tam nekje, rečemo da zraven. A vidiš koga še drugega, da bi lahko se spopadal z, rečemo, Rogličem pa Yatesom, no pa Jusotom? Vsako dirko, tako 3-tedensko, je treba v bistvu nekako na začetku razdeliti na 3 glavne dejavnike, ki odločajo pol tudi o samem zmagovalcu. Eno je trasa, ta definitivno, ki je letos, bom rekel, spet mogoče nekako bolj tista standardna, tipa tudi starih Girov, ni več nekega ekstremne etape, prav take, da bi res izstopala, tako kot je bil, ne vem, vzpon na Višarje, pa Zoncolan recimo, tega letos ni. Spet je 3. teden tist, ki je, bom rekel tako, na papirju najtežji. Potem je drugi dejavnik, seveda so tekmovalci, ekipe, tukaj imamo
kar pestro zasedbo letos, če bo prišla taka, kot je napovedana, ker to, kar je zdaj trenutno, o katerih imenih se govori, je pač vse še nepotrjeno. To so trenutno pač nekako, bom rekel, ekipe izpostavile, da naj bi ti prišli, ni pa to še dokončno potrjeno. Tretja stvar, kar je pa na Giro velikokrat lahko tudi zelo odločilen dejavnik, je pa vreme. In seveda razne ceste, stanja na cestih in tako naprej. Vreme je lahko pač tak dejavnik, ki v zadnjem tednu lahko marsikaj, bi rekel, odnese. Če je zelo slabo, zna prideti upoštev kakšne rezervne etape, kakšno odpoved, kakšnih vzponov in take stvari in potem se zadeva popolnoma spremeni. Seveda, zelo zanimiv zna biti pa ta prvi trojček etap, ko bo se odvijal v Albaniji, za katerega pa trenutno še več kot toliko podatkov ni. Kakšne so ceste, kakšne bojo nastanitve, kako se bojo ekipe tam znajdle, to bo še eno dosti veliko vprašanje, čeprav jaz mislim, da Albanci bojo poskušali seveda izkoristiti to maksimalno promocijo in bojo naredili vse, da bo to čim bolj lepo vse skupaj izgledalo, ampak kako bojo pa tekmovalci to občutili, je pa drugo vprašanje. Pa, po mojem najbolj da razdeliva zdaj tale cel Giro v ene 4 sklope, pa ta prvi sklop bi dal jaz v te prve 3 etape do počitka. Jaz sem si zapisal, se pravi, ta prva etapa je taka, lahko bi rekel, taka skoraj da ne že za kakšno svetovno prvenstvo, pa nekaj podobnega. Ki imaš na koncu sta 2 kroga, ki gre čez en klanc, skoraj 5 km dolg, pa 5,4 je pa vzpon, s tem, da je pol 11 km do cilja se pa zaključil vzpon. In tukaj bo definitivno, po moje, glede na to, da je to prva etapa, bo kar zanimiva, pol naslednja je šprinterska. Naslednja je kronometer, drug dan je kronometer. A kronometer je? Ja, drug dan je kronometer, Tirana, 13,7, potem je pa 660 km etape. Ja. In pol je še ta tretja mi je tudi zanimiva, ki ima pa 35 km do cilja se zaključil vzpon, ki je dolg dobrih 10 km, s tem, da je kar zahteven 7,3 je povprečen naklon. In ta bo tako. Za začetek Gira so 3 etape, ki so mogoče malo nepredvidljive, po drugem so pa, če se bo kdo odločil od favoritov preizkusiti malo noge, bo že zelo napet. Ja, saj tukaj ni vprašanje, če se bo kdo odločil. Tukaj se bojo mogli pripraviti na to, da bo to eksploziven začetek letošnjega Gira. Za končno zmago seveda je treba na teh etapah, če ne pridobiti, pa vsaj čim manj izgubiti. In prva etapa se prav gotovo voz tako kot enodnevna dirka in prva etapa se vozi kot enodnevna dirka in tisti, ki ne bo dosti resno vzel te stvari, zna že, se pravi, v prvi etapi si prislužiti nekaj zaostanka, predvsem je pa nevarnost, pač kaj se bo dogajalo na tem zadnjem spustu, ne? Ker popuščanje ne bo nič in predvsem tisti tekmovalci, ki se bojo v začetku dobro počutili, pa mogoče tudi niso tisti, ki bojo šli na generalni plasma, bojo poskušali tukaj maksimalno izkoristiti svojo priložnost in ostali tekmovalci bojo mogli odgovarjati na to. Zdaj, zato pravim, da je Albanija lahko malo vprašljiva, ker so
pač te 2 etape plus ta kronometer. V bistvu en sklop, en trojček, ki je zelo lahko problematičen za vse tekmovalce, ki se bojo borili za generalno razvrstitev. Prva etapa smo rekli enodnevna dirka, tako kot svetovno prvenstvo. Drug dan kronometer, kjer je potrebno iti na vse ali nič in zgubiti čim manj ali pa probati vsaj kaj dobiti, tisti, kaj je dober na kronometer. Tretja etapa zopet problematična, podobno kot prva etapa. Potreben bo biti zraven s prvimi in seveda paziti, da ne prideš do kakšne take kritične situacije, da ne pride do padca, in tukaj bo velika vloga tudi, kako bojo v ekipi ostali tekmovalci znali podpreti liderje. Tako da ja, zna biti zelo, zelo zanimiv začetek. A se sam meni zdi, ne vem, 10 let nazaj se mi zdi, da vse te 3 tedenske dirke, ki smo gledali, se je začel tako, prvi teden preživiš, pa imaš na koncu prvega tedna, ne vem, kakšno tako etapo, da se zna kaj zgoditi. Zdaj pa se mi zdi, da se dogaja že par let, da od začetka, če nisi pripravljen, ne vem, ko se mi zdi, da včasih se je govorili, ja, da prideš ne v najboljši formi še v 3 tedensko, pa da se z vsako etapo, da prihajaš, zdaj pa če v bistvu, če nisi v dobri formi, pa ne zdržiš tega 3 tedne, v prvem tednu lahko to izgubiš, da ne moreš niti več pač se boriti za prvo mesto. Ja, to je tako, ja. In zdaj se ravno govori tudi o teh zadevah do neke mere. Povezava teh se pravi tras in pa dolžine etap z razlogom, zakaj je vedno več padcev. Ker neka etapa, ki se pravi prva etapa Gira, dolžina okrog 160 km, to za te tekmovalce ni nobena težava, ne? In glede na to, da se je raven pripravljenosti fizične tudi pri, bom rekel, srednje dobrih tekmovalcih dvignila skoraj da na nivo največjih šampionov, je potem kaos ali pa vojna v zaključkih takih etap, prvih, drugih, tretjih etap bistveno večja in je tudi, bom rekel, bistveno več možnosti, da zopet pride do teh padcev. In zaradi tega so te etape vedno bolj problematične. In zato pravim, bo zelo zanimivo videti, kako bodo ekipe podprle in pa pripravile teren za svoje najboljše. Ki pa morajo biti povrh tega še na tem nivoju, da bodo na zadnjih sponih tako kratke etape, tako eksplozivni, da bojo lahko potem izkoristili, jasno, nek optimalen položaj, če ga bodo že pripeljali do kje. Ja. Pol je dan počitka, pa ta transfer, ki sem imel tukaj le Drinovca, ki je mehanik pri Izraelu, je rekel, da je nočna mora skoraj da ne iz Albanije prideti v Italijo, kukar na zemljevidu je zelo blizu, pa sam trajekt je za toliko stvari, ki jih imajo, ki jih morajo pripeljati, ni toliko simpel, tako da ja, no, ki se za kolesarje predvidevam, da bojo dobro poskrbeli, ampak ja, bojo ne, ampak prisotna je dosti velika napetost, živčnost vseh v ekipi in to niso glih, bom rekel, dnevi, pravimo, ja, dan počitka. Ni to čistko, ne. Za nekega tekmovalca, ki je opravil 3 dni, zelo napornih dni, živčnih dni, potem pa pride v narekovajih dan počitka, v katerem jih predstavljajo in pa vemo, kako je letališča, pa z letališča zopet v hotel, pa tam. To ni enostavno, povrh tega pa jasno v tistem dnevu, se pravi v ponedeljek, je treba vseeno iti na kolo, ne, in je potrebno nekaj narediti. Kaj zdaj narediti? Nekaterim pa še mogoče malo bolj eksplozivno, drugim pa še bolj ležerno. Tako da tukaj so te malenkosti, ki jih pač gledalci niti ne opazijo, ne? Ampak ni pa to raven prijetna stvar. No.
Ja, sej, po eni strani v znamenju tega je prav čuden, da jim niso pol takoj po počitku dali ene orang zahtevne trase, tako kot se je ponovadi dogajalo, ampak je v Italiji pol prva je kar ravninska, bo skoraj ziher za šprinterje, niti ne za breakaway. Pol je pa tale, zanimiva je 5. etapa, ki ima klele profil in je tako, deluje kar ena na začetku breakaway, na koncu pa je toliko nažagana, koliko so 1, 2, 3 vzponi, zelo skupaj, pa še to zelo strmi. Tako da ta bo tukaj bo spet zelo zanimiv. Pa zanimivo je, da imamo kar nekaj takih tras letos na Giru s temi krajšimi vzponi, kakšni se niti ne zaključijo pol v klanc gor. In je, ne vem, jaz, ki sem klele naštel, je več takih etap, kakor pa kjerihkoli drugih. Da so neki čudni vzponi, mogoče so kakšne prav narejene trase bile tudi direkt za breakaway. Da se na začetku, ker so na začetku vzponi, pol je pa na koncu je pa ravninski del, da se, ne vem, da hočejo narediti, da bo tudi kakšne, ne vem, ali manjše ekipe tudi zmagale, ali da bo več različnih zmagovalcev. Tako zelo zanimivo so naredili določene trase. Tale rečemo, da je ena taka, ki je zaključen vzpon, se pravi, pole, to je pa rečemo ta, ki sem rekel, da zna biti za nas, ki bomo gledali televizijo, malo bolj dolgočasna, v smislu, da se favoriti ne bojo glih tepali, bo pa skoraj ziher kakšen tale ubežna skupina zna tukaj kar orang dobiti, to govorim za 6. etap. Ja, mislim, da je Ja, Napoli. 6, da pa kar ene par, mislim, da je takih, da šprinterja skoraj tukaj ne vidim, da bi zmagal, če bojo ubežniki že na prvi klanc pobegnili, zato ker je na začetku toliko težka, da bojo skoraj ubežniki, in to zna biti kakšna una etapa, veš, ko pridejo pol 15 minut spredi, pridejo ubežniki, pol je pa še šprint na koncu, če sploh bo šprint. Ne. Tako, mi je zanimivo postavljeno, no, ne vem, zakaj bi tako traso delal. Ja, treba je narediti, nekako vsi organizatorji se trudijo narediti čim bolj raznoliko, pa čim bolj pestro, pa čim bolj, bi rekel, raznovrstne etape, zato da je čim več kolesarjev nekako dobi to priložnost za etapno zmago. Ampak tukaj dol, ko bojo vozili v 5. Škorna v Pulji, moramo vedeti, da tudi če ravninska etapa, še ni rečen, da bo to enostavna etapa, ker če bo malo vetra, potem je to daleč od tega, da je za tekmovalce to enostavno. Ceste ravno niso tako, bi rekel, na nivoju, da bi bile prav lepe. So jasno preasfaltirani tisti najhujši deli, ampak so relativno ozke, ne, in je lahko precej zoparan, tudi če kakšen dež pade ali kaj takega, bo vse zelo spolzko. Po drugi strani pa, ja, veter zna biti kar lep dejavnik, če se zgodi to v kakšnih zaključkih takih etap. Je ta etapa 5. seveda je zanimiva vsekakor, ampak to gre, spet smo nekje na podobnem terenu, kot v tisti prvi etapi v Albaniji. Zaključek eksploziven, kratki vzponi, gor, dol, levo, desno, vse spet za narediti čim večji spektakel. Po drugi strani pa, ja, za tekmovalce je to velika težava, predvsem pa za ekipe, kako zopet pripeljati svoje najboljše v čim, bi rekel, boljšem položaju pod vzpon, in oni morajo potem svoje karte pokazati na teh zaključnih delih etape. Tako da je to tak zelo eksplozivna etapa lahko.
Potem tam proti Napoliju, tam mislim, da v zaključku bo skoraj sigurno nekaj vetra. In bo že, se pa etapa začne prav gotovo odvijati na začetku, kjer bo šlo zelo hitro. Prvi del je na spustu, se pravi, to ni spust, neka strmina velika, ne, ampak dolg spust, kjer so hitrosti dost velike in poskušali se bo iti v beg, prav gotovo. Zdaj pa vse odvisen, kaj bodo naredile ekipe šprinterjev, ker to je etapa, kjer šprinterji lahko zmagajo. In zdaj, koliko so te ekipe močne, koliko so pripravljene med sabo tudi sodelovati, zato da bi šprinterji končno prišli do prve zmage, ker tukaj je seveda teren za to, da res lahko zmaga šprinter. Tako da je veliko stvari odvisnih, kako se bojo zadeve poklopile, ampak mislim, da bojo šlo tukaj za boj tistih, ki želijo iti v beg, v bežno skupino, in pa po drugi strani ekip šprinterjev, ki bodo poskušale pač pripeljati svoje te hitre fante do dobrega izhodišča. Pa bakle, se dotaknemo kar 7. etape, ta je pa prva mogoče taka orang gorska, z 4 kategoriziranimi klanci pa zaključnim vzponom, ki ima, se pravi, 9,3% pa 4,5, s tem, da je čist zaključek, 2,6 je pa 9,1%. Dobro, etapa ni tako problematična, bo šlo pa sigurno zopet za neko borbo, tokrat ne med ekipami šprinterjev, ampak med ekipami tekmovalcev, ki se bojo borili za generalni plasma. Zopet bo šel neka skupina ubežna ali pa nekaj ubežnikov in potem se bo to kontroliralo čez celo etapo. Na koncu seveda se bo poskušal, če bo nekdo od tistih boljših hribolazcev imel dobre noge, poskušal priti pod klanc čim manj zaostanka in potem na klanc zopet iti na polno in pride do ali etapne zmage ali pa celo do kakšne možne razlike med temi glavnimi favoriti. In oni imajo, to je sigurno etapa, kjer morajo pač fantje, ki se hočejo prebiti recimo med prvih 5, prvih 10, pripravljeni, ker ne smejo nič zgubiti. Če imajo pa dobre noge, pa lahko mogoče neko malenkost pridobijo. Ne bojo pa kakšne prav velike razlike tudi v tej etapi med najboljšimi, po moje. Okay. Pol je pa tista, ki je po moje najbolj hektična tudi v smislu, kar se tiče tehničnih težav, se pravi, ki gre čez makadamske ceste okrog Siene. V bistvu so preskočila 1 do 2 etapi, ta je 9. Potem tukaj ne vem, vidiš mogoče kakšno ekipo, ki je od teh glavnih, ki bi dal več možnosti, da bojo lahko kontrolirali to, ali bo klebal vsak posameznik zase? Od glavnih ekip prav gotovo mi je najbolj, vsaj po teh imenih, ki so zdaj znani, če bo to res zgodilo, da UAE pride s tako ekipo, kot jo je trenutno ima, ne, potem so oni prav gotovo ekipa, ki tukaj lahko na taki etapi naredijo mogoče neko bolj organiziran napad, ker zaradi Tadeja že malo znajo, vejo, kako se peljati na takih cestah. Povrh vsega je pa to res taka zelo, bom rekel, kot belgijska klasika. Zopet neka kot enodnevna dirka, kjer je pač vse mogoče najdeti na tej trasi in bo potrebno biti spet zelo pri stvari. Predvsem prva naloga najboljših je nič zgubiti. Če se kaj pridobi proti komu, toliko boljš. Ampak bistvo je, da nič ne izgubiš.
Okay. Pol imamo spet počitek, pa naslednja je pa ta drug kronometer. Ja, drugi kronometer, 28 km, ampak nič tehnično, bom rekel, kar se same trase tiče, dosti nezahteven kronometer, velike hitrosti po vsej verjetnosti, vprašanje spet, kakšen bo veter. In vemo, da kronometri so že tako problematični, ker ponavadi čez dan ne piha veter vedno enako, se spreminja ta jakost vetra in je lahko zmagovalec take etape tudi nekdo, ki je kot kronometrist odličen, pa je v generalni razvrstitvi na zelo slabem mestu in štarta med prvimi, ko ima še, bom rekel, v narekovajih dober veter, zadnji dobijo pa ravno nasprotno, ne? Zelo slab veter, močen veter, nasproten veter in je potem so rezultati na takih kronometrih lahko malo presenetljivi, ampak bistvo pa je, da pa glavni favoriti za generalen plasma imajo pa enake pogoje in bomo videli, pač na kronometrih glavni favoriti morajo biti vedno pripravljeni dati svoj maksimum od sebe, kaj pa pol to na koncu pomeni. Pa ne predvidevam, da mi na tem kronometru bilo med njimi lahko kakšne res velike časovne razlike. No. Okay. A si v tem tednu zapisal kakšno traso, ki je tebi prav posebej tako ostala v spominu, da je taka zanimiva, da bo orang treba paziti? Se pravi to v drugem tednu? Ja. V drugem tednu v bistvu je tako, 11. etapa zna biti kar zahtevna, ne, problematična. Je se pravi, ta vmesni vzpon je dolg in pa tudi zelo strm. Tako da na sam Pellegrino in vse odvisno od tega, kako se bo kdo počutil, no, in kako bodo potem stvar pelale ekipe naprej. Drugače pa ostale etape pa ne vem, 15. vsekakor je tudi lahko zanimiva, ne, z ciljem na Izjagu, ker se mi zdi, da Grapa vmes, zopet en tak vzpon, ki je dolg, vemo, tedaj je zmagal na Monte Grappi tisto etapo lani, dolg vzpon, 25 km, 20 km, tako nekako, mislim, da gre 4 ali celo 5 možnih vzponov je tam gor. Potem pa zaključek zopet pa tak, po en stran samo vzpon proti Asiagu niti ni tako ekstremno težek, ampak kljub vsemu je vzpon, ne? In zdaj se bodo že tudi malo te kilometri, ki se bojo nabrali skozi ta 2 tedna že malo poznali in lahko, da bo tudi kakšen od tistih, za katere mislimo, da bi mogel biti zraven, da ga tam pač ne bo. Ne? In se bo začel malo poznati ta utrujenost. No? Ja. En dan prej lahko rečeva, da je tista etapa, ki gre čez Slovenijo še, ki gre čez Novo Gorico, potem pa mava naprej. Ja, to pa upam, da bo Matevž Govekar izkoristil pač to poznavanje terena in da bo tudi te svoje fizične predispozicije, hitrost dobro naučil in da mu bo tudi ekipa pomagala, da bi res tukaj lahko naredil en tak lep rezultat, no, ker se mi zdi, da je tekmovalec, ki je sposoben narediti veliko stvar in če se bodo stvari majčkeno poklopile, potem verjamem, da bo on zelo, zelo visok v tej etapi. Okay. Pol pa greva naprej, mava tole 16. etapo, pa 17. sta obe dve kar orang zahtevne, vsaj tako delujeta na papirju. 16. ima koliko, 1, 2, 3, 4, 5 vzponov, s tem, da je tudi zaključen vzpon. Koliko, 17,5 pa
6%, če jaz prav vidim, s 6% naklonom. Tako da ta bi definitivno, je to kraljevska etapa. Ne, ni. Kraljevske dve, mislim, da bo ta 19. pa 20. Ampak se pravim, kle v tem tretjem tednu so neki vzponi, za katere težko rečeš, ja, tukaj se bo pa odločil. To niso vzponi, ki bi imeli neko ekstremno strmino in je vse... Če bo lepo vreme, potem bo to... ena dirka, če bo pa slabo vreme, potem bo pa to popolnoma druga dirka. Na teh vzponih je težko reči, da bi lahko zatrdno rekel, to je pa tista etapa, v kateri bo se odločil se. Vse odvisno, pač kaj se bo dogajalo tudi prej, ampak ja, etape so zahtevne, 17., 16., mogoče še 16. najmanj, ker je prva od teh in bojo recimo moči še kakor toliko na podobnem nivoju, potem se bo pa iz dneva v dan to začel bolj poznati. In zelo pomemben pa bo seveda tudi v kakšnem stanju bojo do tja prišle ekipe, ne? Ker tudi to je treba nekako vzeti v obzir. Če neka ekipa zgubi par tekmovalcev že prej v kakšnih pacih ali pa zaradi bolezni, potem imajo v teh etapah seveda potem velike probleme. Se pravi, je zelo podoben, kot sva lani rekla za Vuelto, da na papirju izgleda po en stran tudi toliko vzponov, se pravi, toliko višinskih metrov razlike, da znajo pol te favoriti skupaj prideti in se bo odločil praktično lahko v šprintu zmagovalca, da ne bojo. Zato, ker pa ni, na Vuelti je bilo to, da so bili toliko strmi klanci, da ne bi prej napadel, tukaj pa zaradi tega, ker ni te strmine in zna jih prideti na skupina 10 ali pa 5 v cilj. Ja, ker tukaj v bistvu imaš v tem tednu, se pravi, je nekaj sicer vzponov, ki so bolj strmi, ne? Malo bolj, bi rekel, zahtevni. Tale Col de la Finestre, recimo v 20. etapi, pa Col de Joux v 19. etapi, Mortirolo, odvisno spet malo Mortirolo, s kere strani gre gor, mislim, da ne gre z najbolj strme. In Monte Grappa po svoje, zaradi tega, ker je dolg, ni pa strm, ampak vemo, da ekipe imajo zdaj pomočnike, ki v vzpone gor lahko razvijajo neke hitrosti, ki delajo probleme potem večini tekmovalcev, ne. Zdaj se te vzponi res vozijo z predvsej visokimi hitrostmi, to govorim tam 20-25 na uro in ja, potem ni to več nezahteven vzpon. In je zelo veliko odvisno od tega, kako bodo ekipe pripravljene, se pravi, taktično odpeljati neke etape, ne. Če bodo pač utrujeni in ne bo neke bistvene razlike med samimi najboljšimi tekmovalci ali pa med ekipami, se bodo bolj, bi rekel, tisto v narekovajih gledali in potem se bodo te tudi najtežje etape lahko odvijale šele v zadnjih kilometrih, 2-3 kilometrih, šprint in tako naprej, med najboljšimi, ne. Vmes bodo pa jasno tisti enodnevni tekmovalci, ki bodo poskušali iti v pobege, ki bojo dosti aktivni in tukaj je eden, ki naj bi zdaj že 100% prišel, Wout van Aert, ki bo po vsej verjetnosti, glede na to, kako je bil neuspešen zdajle v teh klasikah, poskušal rešiti svojo sezono na Giru in bo eden od tistih, ki bo verjeten kar dnevno v begih, če bo zdrav in če bo imel tisto formo, ki kaže, da se zdajle začela malo prebujati. Se pravi,
prav lahko isto pa računava od Pedersena. Pedersen je mogoče mečken drugačen, ker ne more glih v neke zelo težke klance, dolge klance, toliko časa držati, se pravi nek visok ritem. Wout je tukaj malo prednosti, ampak Pedersen v prvi vrsti mislim, da bo poskušal v prvih etapah, ker tam je sposoben priti tudi čez tiste vzpone, relativno dober, ne? In je zelo dober tehničen tekmovalec, zna hitro tudi navzdol peljati in bi znal izkoriščati to in mogoče celo priti do roza majice, ne? Če se stvari poklopijo. Drugače bo pa iskal svoje priložnosti v prvi vrsti v teh šprinterskih etapah, prav gotovo. A si mogoče poleg logično tele 19. pa 20. etape, a si zapisal še kakšno tako, da je res zelo pomembno oziroma da vidiš, da bi se lahko delale razlike? Ne vem, si tudi ti kdaj vozil, kjerga od teh klancov, kaj jaz razen Tirola, mislim, da nisem nič odpeljal, pa da veš, kakšen je, kje so kakšne te zanke, ne vem, pa da si zapisal, da kje prav orang veter skozi piha, da bo treba paziti. Zdaj, kar se vetra tiče, je težko napovedati, ne? Ker vsi kraji, ki so ob morju v Italiji, so problematični, kar se tiče vetra. Ampak lahko je, lahko pa ni. To je pač vreme, ne vemo, kaj bo, ne, kako bo. Kar se pa samih sponov tiče, pa ja, nekaj je tistih sponov, ki so standardni, ki so se vozili že mnogo let nazaj. Ampak tako kot sem rekel, iz leta v leto je to drugačne. Vse je odvisno od tega, kakšna je ekipa, kakšen je glavni tekmovalec, kakšno je razpoloženje, seveda potem kakšni so njegovi nasprotniki in tako naprej. In je treba, zaradi tega so te dirke zanimive, ker je za ziher zelo težko karkoli napovedati. Iz etape v etapo v bistvu se dogajajo stvari, ki jih mogoče midva se danes pogovarjava o eni zadevi, lahko se pa vse skupaj obrne na glavo že po prvi etapi, ker en padec recimo v zaključku prve etape ti lahko zradira 3 glavne favorite in potem bo dirka čisto drugačna. Na dirk po Italiji se je tudi že dogajalo, da je zmagoval nekdo, ki sploh noben nanega računa ni. Če se spomnim, ne vem, tistega Kanačana, Hesjedal. Ja. Kdo je vedel za njega, dokler ni prišel Giro? Pa recimo v mojih časih, Andrew Hampsten. Noben ni računal nanega, da lahko zmaga en Giro. Je bil dober tekmovalec, vse super fajn, ampak da bi on Giro dobil, ga ne bi nikoli dobil, če ne bi bilo takrat tisti dan na Gavijo gor vreme tako, ko je bilo. On je bil edini, ki ni zmrznil, vsi drugi so zmrznili in je dobil neko prednost, ki jo pač do konca ni več izgubil, glede na to, da ni bil slab tekmovalec. Ampak ja, to je tako, da Giro je v teh, rekel, stvareh bolj nepredvidljiv, kot je pa Tour ali pa Vuelta. Kako pa vidiš, se pravi, od rečemo teh glavnih favoritov, mogoče vidiš, kje ima kdo bolj prednost, kje ima manj, kje vidiš, da se bo odvijali, ne vem, da računati, da bodo kronometri v bistvu ta glavni, pa da bo vse drugo bolj pokrivanje drugega. Kako se po tvoje, tako pa rečva, da ni teh pacov, pa kakšnih nepredvidljivih situacij? Ja, če bi čisto rekel, v teoriji gledal, ne, potem definitivno. Tisti, ki vozi dober kronometer, tisti ima že prednost. Tukaj je Primož, potem je Ayuso, potem je do neke mere Yates, ali pa oba dva Yatesa. Landa recimo že zgublja. Carapaz je na podobnem nivoju kot Landa. Potem Bernal mogoče malo odstopa od Lande pa od Carapaza, mogoče ima kakšno malenkost več, ker je mlajši, ker je zdaj nekako prihaja malo k sebi, ampak
bomo videli. Quintana je po drugi strani pa v zatonu, ne? In zdaj zadnja leta na kronometer bi rekel, da je šel bolj nazaj kot naprej. Tako da Tiberi Antonio, ki je tudi eden od tistih, ki bi lahko malo presenetil, je mlad, je zelo dober tekmovalec. Vprašanje je, kako se bo on v kronometrih znajdel, ampak če bo v kronometrih kukar tok hiter, je on lahko eden tistih, ki bo med prvih 5, če ne celo kaj več. Ne. Da narečem pol, kaj se vem, tip Kelderman, Aresman, je kar nekaj takih tekmovalcev, ki potem lahko presenetijo, Mentjes, Čikone, zdaj le recimo dober dirka po Tour de Alps, bivša dirka po Trentinu, ki je ponavadi zmer nekaj pokazala pred samim Girom teh tekmovalcev, ki so potem tudi na Giru dobri. Fuglsang, tudi zanimiv tekmovalec, ki ga zdaj že kakšen let ni bilo nekje med tistimi top, ampak ja, na Giru se je že marsikdaj kakšen tak iz ozadja prekradel med prvih 5, med prve 3, tako da... Ja. A še kakšna taka za konc, še kaj, kar ti je na Giru, tako, kar moramo biti pozorni, kar ti je, ne vem, kaj si se pripravil, kaj bi rad mogoče povedal, kaj misliš, da bo tvoje zanimivo oziroma na kaj lahko pričakujemo? Jaz, ko bi rekel, mene najbolj vreme skrbi, ne? Ker vse druge stvari se dan do neke mere predvideti ali pa tudi ekipe lahko zelo dobro že danes nekako začrtajo, si zamislijo, neke plane naredijo, taktike posamičnih etap, vejo točno, kakšne so ceste, koliko je zahtevnosti tehničnih na samih cestah. Vse to je nekako jasno. Vreme je pa ta dejavnik, ki pa lahko vse preseneti. In problematično je seveda, če si nekako naštelan, da v zadnjem tednu boš vedno lahko nekaj pridobil, boš lahko, tako kot je bila recimo lanska dirka po Španiji, ne, ki je Primož pridobival potem proti koncu na Giru, bi se lahko zgodil, da se kaj tazga, da bi prišel v težave, ker bi mu zmanjkalo časa in pa ceste. Ker če je kakšen dan slabo vreme, če bo tam mimogrede zapade sneg, ne, sploh zadnje 2 etape, ki sta Finestre pa vse tisti klanci v tem severnem delu Italije, če zapade sneg, bo lahko odpadal praktično cela etapa, vsi klanci, ker je to toliko visok, da bo vse belo in je nemogoče sploh skozi priti. Tako da to je neka taka stvar, na katero bojo verjetno ekipe mogle biti pozorne, ker ne smejo si privoščiti, recimo tudi Primož ne tega, da bi v neki etapi v začetku kar tako na lahek način zgubil par minut, ker je vprašanje, če bo imel možnost potem v zaključku to nadoknaditi, ker vreme bo res lahko odločilen faktor. Kako si pa gledal zdaj še ta zadnjo dirko po Kataluniji, ki je bila, ki je Primož res odpeljal, tako kot po mojega nismo videli že ene par let. Si rekel, ok, zdaj prihaja zdaj to spet dobri stari Primož, ali kaj si takrat mislil, kaj je napadel in je koliko krog pa pol je odpeljal solo ali 2 pa pol? Ja, pa sej Primož to ni pozabil, ne, on je to že znal narediti, je naredil, tudi lansko let na Španiji je naredil parkrat, odpeljal cel klanc sam, kar ni bilo, bi rekel, prav pogosto pri njemu, ampak ko pride do tistega trenutka, da vidi, da druge rešitve ni, ne, potem gre pač na tisto, bom rekel, malo z glavo skozi. In zaenkrat mu je uspel in tudi na Kataloniji mu je zelo lepo uspel, pač super zmaga, super dirka, ampak problem je, ker je pa prej
parkrat zgubil neke sekunde, ki jih ne bi smel na to kratki dirki. Ne. To mene bolj skrbi. Glede na tisto, kar smo se prej pogovarjali, da zna vreme potem odločati. Ker ni rečen, da bo na Giro imel možnost, tako kot je imel na Kataloniji zadnjo etapo, še odpeljati na način, ki si on zamislil. Ker ti vreme lahko to prepreči. Zaradi tega tudi govorim, tako kot Španija. Španija, ja, samo to je bilo konc leta, ki je tam vroče, ki je zelo težko, da bi tam zapadali zdaj, mislim, je nemogoče, da bi zapadali pol metra snega. Medtem ko tukaj, konc maja, lahko zapade pol metra snega v eni noči. In Se smo že videli, se je dogajalo zdaj skoraj vsak let zdaj na Giru, da so imeli slabo vreme. Ja. Pa ni problem sam sneg, ne, to je pač ekstrem. Ampak problem je tudi, če bo zelo slabo vreme, mrzlo. Je vprašanje, koliko bojo tekmovalci pripravljeni iti preko svojih meja. Ker zdaj je tudi malo drugače, kot je bilo recimo v starih časih, ko smo vozili, tudi ko je bil sneg padel, toča in šli iz dneva v dan v tak vreme. Zdaj, glede na to, kakšna oblačila imajo, bi pričakoval, da je to bistveno lažje. Pa ni res. Je za njih težje, ker so vsi zelo podhranjeni, recimo, da so vsi na limitu, se pravi, ni nobene telesne zaščite in po drugi strani tudi oblačila, ki jih imajo, so, bi rekel, vse na minimum delano. Ne? Vse gre na to, da je čim manj teže, ker pa seveda v takih etapah, ko si ti 5 ur na nekem mrazu pa dežju, je to zelo težko naslednji dan spet iti v to. Sploh, če je že na štartu in čakate pa sponi. Spon že greš. Potem je treba po spustu iti, tam je pa to hudičevo problematičen. Ne. In tudi včeraj, če smo videli Tadej, ki je prišel na Freči, ne, v cilj, je imel neki izgled, čakaj, kako se je zgledal na pol, bi rekel, brez življenja. In to je... Na etapni dirki je to potem seveda zelo, zelo težko iz dneva v dan iti. Etape v zadnjem tednu so pa nastavljene ravno tako, da gre treba iz dneva v dan kazati čim več. Ne. Ja, bo kar zanimiv Giro. Hvala, da si se oglasil, hvala, da si se vzel čas. Ti greš drugi, 2/3 greš gledat. Boš v Italiji? Plan je, kaj bo do takrat, pa tudi jaz še ne vem. Tako da, ja, upajmo, da bo ratali in da bomo na koncu veseli in zadovoljni prišli nazaj. Dobar. Evo, hvala, da ste spremljali. Do naslednjič, uživajte na kolesu. Čau. Sejanje.